Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pozdravljeni, dragi poslušalci, in dobrodošli v novi epizodi podkasta Mladost na kmetiji, kjer raziskujemo življenja mladih na podeželju. Danes se mi bo pridružila Tjaša Mavsar, mlada in navdihujoča študentka farmacije iz Krškega, ki poleg študija sodeluje tudi pri delu na domači ekološki kmetiji in še marsikje. Tjaša, lepo pozdravljena. Dober dan in hvala za povabilo. Kako si? Super sem, zelo sem vesela, da ste me prišli obiskat. Za začetek, Tjaša, povej mi, kdo si in kakšno vlogo ima kmetija oziroma kmetijstvo v tvojem življenju? Torej, sem Tjaša, prihajam z majhne vasice Gora, ki se nahaja v občini Krško. Na domači kmetiji skupaj z babico, starši in dvema mlajšima bratoma nadaljujemo tradicijo kmetovanja, ukvarjamo se s sadjarstvom in živinorejo. Ko nisem zaposlena s študijskimi obveznostmi, pa sem aktivna pri podeželski mladini, igram violino v simfoničnem orkestru in pa pomagam po najboljših močeh doma. Tako da bi rekla, da je kmetijstvo oziroma kmetija en velik del mene oziroma moje osebne identitete, ker sem res že od malega vpeta v to in s tem živim že zadnjih 20 let. Zdaj, vaša kmetija obstaja že vsaj od 18. stoletja. Lahko poveš kaj več o tem, kako se je kmetija spreminjala skozi čas in kako izgleda danes? Torej, za gotovost lahko rečemo, da smo na tej lokaciji že od sredine 18. stoletja, zagotovo tudi kakšno stoletje več. Včasih je bila kmetija usmerjena bolj vinogradniško, namreč nahajamo se v hribovitem predelu z dobrimi vinogradniškimi legami. Seveda je bil v štali tudi kakšen rep živine za mleko, tudi za meso, in pa da so krave popasle travnike in pašnike. In pa imeli smo tudi konje oziroma vole, da so vlekli vozove, da je bilo možno delo s plugom na njivi in tako naprej. No, in ta vzorec se je nadaljeval do druge svetovne vojne, ko so bili naši v bistvu izseljeni v Nemčijo. Na to območje so se pa priselili kočevski Nemci. In ko so prišli nazaj, je zaradi tega zamika med njihovim prihodom in izselitvijo teh kočevskih Nemcev bila domačija popolnoma oropana, ni bilo ničesar, tako da sta v bistvu moja pradedek in prababica začela iz čiste nule in spet nekako vpeljala to vinogradništvo z pridihom živinoreje, če lahko tako rečem. Potem pa moj dedek v začetku 80-ih posadil prvi jablanov nasad. No, in moj oče je potem kmetijo razširil do te mere, da lahko rečemo, da imamo danes 3,5 hektarja jablanovih nasadov, da imamo trenutno 24 glav goveje živine, tam čreda se giblje od 20 do 25 glav. Sadovnjaki so integrirani, živinoreja je ekološka, poleg tega imamo tudi majhen vinograd, da nekako ohranjamo to tradicijo vinogradništva. Seveda živini pritičejo tudi travniki in pašniki, obdelujemo nekoliko več kot 20 hektarov, 10 je naših, 10 je približno v najemu. Imamo pa tudi nekaj gozdano za lastno uporabo, da si priskrbimo kurjavo za čez zimo. Torej, danes na vaši kmetiji redite ekološko govedino in poleg tega pridelujete jabolka. Kakšni so največji izzivi ekološkega kmetovanja in morda na kaj si še posebej ponosna? Zdaj, glede na to, da je ekološka samo živinoreja, bi rekla, da nekih posebnih izzivov jaz sama kot nekdo, ki je vpet v to delo, ne vidim. Res je včasih problem s kakšno pašo, pripravo sena načeloma nimamo nekih težav, je pa res, da nam zna tudi vreme zagosti. In zna biti kar adrenalinsko, no, ko pospravljamo seno in se začnejo na nebu zbirati temni oblaki. Drugače sem pa jaz zelo ponosna na to, da je živina zdrava, da imamo lastna teleta, torej v bistvu imamo popolnjen cikel, torej imamo lastna teleta, ki jih nato zredimo za meso, da so porodi hitri in pa da lahko obdelamo vse te naše pašnike, da se ne zarastejo površine, no. Omenila pa si tudi, da imate vinograd. Se ukvarjate prav s pridelavo vina ali samo
z grozdjem? Ne, pridelavo vina smo pred nekaj leti opustili zaradi natrpanosti naših osebnih urnikov in pa tudi drugih stvari na kmetiji. Tako da smo trenutno usmerjeni samo v pridelavo grozdja. Je pa tudi res, da vinograd leži na takšni zelo nedostopni legi, nič ne moremo narediti s traktorjem, izključno delamo samo ročno. Je na veliki strmini, no, imamo terase, tudi škropimo ročno. Tako da ja, smo tudi morda zaradi tega vidika veseli, da je čim prej konec, da nimamo potem dela še v kleti. Rada se spominjaš tudi otroštva, odraščanja na kmetiji. Kako ti je bilo? Meni je bilo super. Jaz do 3. leta nisem šla v vrtec in sem bila v bistvu v domačem kmečkem vrtcu. Veliko časa sem preživela z babico in dedkom. Z dedkom sem veliko hodila okoli živine, po sadovnjakih, po vinogradih, res me je veliko imel s sabo in sem že zelo zgodaj videla, kako stvari potekajo, sicer skozi otroške oči in to perspektivo. Ampak ja, meni je bilo super, imela sem ogromno prostora za igro. Moja vedoželjnost je rasla in ja, je bilo res super, no. Se spomniš kakšne posebno zabavne anekdote iz mlajših let? Ja, jih je kar nekaj, ampak glede na to, da sem najstarejša in da je med mano in mlajšim bratom 4 leta razlike, sem bila zelo zgodaj posajena za traktorski volan. Kar je sicer v naših koncih nenavadno, da dekle sedi za volanom. In enkrat, zdi se mi, da sem bila stara okoli 10 let, sva po šoli z dedkom pospravljala pašnik. In ta pašnik stoji zraven ceste, ne. Jaz sem vozila traktor, dedek je pa pukal železne šipke od ograje in jih nalagal na traktorsko desko. In to je bilo glih ob taki uri, ko so ljudje začeli hoditi domov iz službe in se pripelje mimo ena gospa iz sosednje vasi, pogleda, se pelje naprej, se obrne, se pripelje nazaj. Ni bila čisto prepričana, Še kaj je enkrat videla. pogleda in pa je rekla, da tega res ne vidi vsak dan, no, da bi dekle vozilo traktor. Sicer zdaj so že navajeni, no, da me vidijo, ampak takrat je bilo pa res mogoče malo eksotično, pa sploh, ker sem bila res mlada, no. Torej imaš 2 mlajša brata, Martina in Davida. David ima cerebralno paralizo. Kako skupaj s celotno družino skrbite, da je tudi on vključen v to kmečko življenje, da je kdaj zraven? Ja, torej David ima cerebralno paralizo, ki je posledica prezgodnjega rojstva. Je na invalidskem vozičku, sicer je dokaj samostojen za svoje stanje, sam se obleče, gre na WC, je, kar je res ogromnega pomena. Ampak da bi ga poskušamo vključevati, no, v to našo dinamiko dela, ampak ne kaže nekega interesa. Včasih ga nahecamo, da gre z nami zlagati kakšne drve ali pa prebirati krompir. Ampak ne zdrži dolgo, no, in potem gre po svoje in nas pusti v miru, da nadaljujemo. Se pa zelo dobro razume z našo psičko Megi. Se mi zdi, da tudi ona zelo dobro deluje nanj, skorajda terapevtsko. Ampak ja, jaz rečem, da je to naše normalno, no. Da imamo Davida, ki je res eno tako sonce in nas velikokrat spravi v smeh, nas nasmeji in zna razviti tudi kakšno naelektreno ozračje, no. Tudi če je kdaj težko polepša dneve. Tako. Ima res dar, da zadane tisti ključni moment, no, ko kaj pove, da se nasmejimo, no. Brat Martin pa je že kar 11. Martin po vrsti v vaši družini. Je to kakšna posebna tradicija glede tega imena? Kakšna zgodba je za tem? Da bi bilo ime samo posebno, tega ni. Po mojem je to šlo samo z generacijo v generacijo, kot to, da pač oče da svojemu sinu svoje ime, a ne. Je pa res, da so bili Martini vedno gospodarji. Ampak ja, nekako peljemo to tradicijo naprej. Morda bo tudi Martin peljal naprej, bomo videli. In ja, je to en tak naš zaščitni znak, ti Martini. Ko ste z družino in sorodniki na kupu in nekdo reče ime Martin, je verjetno cela zmeda. Ja, največkrat je zmeda na dvorišču, ko se mami ali pa babica, ko kličeta, ne, Martine. In ponavadi se zgodi, da se oglasita oba, da se ne oglasi nobeden ali pa napačen. Res redko kdaj se zgodi, da bi se oglasil ta pravi Martin. Vsa leta si bila v šoli odlična.
bila si zlata maturantka. Rekla si tudi, da je šola vedno bila na prvem mestu v vaši družini. Sta vas starša vedno spodbujala k učenju? Ja, vrednota izobrazbe je pri nas kar visoko na lestvici prioritet, mogoče tudi zato, ker je mama učiteljica. Ampak ja, zdaj učenje je bilo vedno spodbujano. Vesela sta bila tudi, ko sem se udeleževala tekmovanj, pa kazala še kakšen interes za dodatna izobraževanja. Moram pa reči, da me nikoli nista silila k učenju. Že zelo zgodaj v osnovni šoli sem pač enostavno spoznala, da se je treba naučiti. Pač prisotna je bila neka samoiniciativa, pa tudi nikoli nisem delala po liniji najmanjšega odpora. No, sem se res potrudila, da so bili potem ti rezultati. Katere vrednote, ki sta ti jih privzgojila starša, pa bi izpostavila? Rekla bi, da vztrajnost, delavnost, sprejemanje drugačnosti, čut za sočloveka in skrb za sočloveka, poštenost, take neke glavne vrednote, ki se mi pa zdi, da imajo dandanes še posebno težo. Katerih pa bi rekla, da se danes še zelo držiš in bi jih mogoče nekoč želela prenesti tudi na svoje otroke? Bi rekla, da kar vseeno, ker so res povezane s to vzgojo, s katero sem bila vzgojena. Se mi zdi, da je odzadaj res neka zdrava kmečka logika, ki je dandanes mogoče malenkost primanjkuje. Tjaša, kaj pa te je spodbudilo k študiju farmacije? Zdaj si drugi letnik, kaj ne? Ja, obiskujem drugi letnik farmacije v Ljubljani. Zdaj nikoli nisem razmišljala o farmaciji, vedno sem govorila, da bom šla študirati ali medicino, ali kemijo, ali agronomijo, tako da sem res mogoče malenkost šokirala ljudi okoli mene, ko sem povedala, da grem študirati farmacijo. Ampak se mi zdi, da mi je pretehtal predmetnik, ker je res eno tako dobro razmerje naravoslovnih predmetov. Vedno sem bila naravoslovec. V gimnaziji sem zelo vzljubila kemijo, kar zahvala za to gre moji razredničarki, ki nam je res ta predmet zelo dobro približala in nas navdušila. In ja, je tako dobro razmerjeno. Veliko je kemije, malo manj biologije, pa za vzorec fizike in matematike, kar mi zelo ustreza. In tudi potem možnosti zaposlitve so skorajda neomejene. Zdaj, včasih je težko najti neko ravnovesje med učenjem pa prostim časom. Kako si se sama organizirala, da si potem tudi popoldne lahko pomagala, priskočila na pomoč družini na kmetiji? Rekla bi, da je veliko pripomoglo to, da sem bila v šoli z glavo, torej da sem sledila, da sem res redno probala delati obveznosti, ker mi je to potem tudi skrajšalo čas učenja. In sem imela potem veliko več časa, tako za delo na kmetiji, kot tudi za druge aktivnosti. In ja, je pa res, da v obdobju izpitov oziroma testov pač šola prevaga in se lepo opravičiš in rečeš, da boš pač drugič nadoknadil, tako doma, kot tudi kje drugje. Poleg študija si pa zelo aktivna tudi v glasbi. Trenutno igraš v simfoničnem orkestru Glasbene šole Krško, kjer si ena izmed prvih violin. Od kje pa ta ljubezen do glasbe, do violine? Koliko časa že igraš? Zdaj, mi nismo neka glasbena družina. Starši so nas vpisali v glasbeno šolo, ker pač otroka moraš nekam dati, ne? Ali ga daš v glasbo, ali ga daš v šport. Najdva z bratom so dali v glasbo. In ja, sem se po glasbeni pripravnici odločila za violino. Ne vem kako, ne vem zakaj. Po mojem sem zato, ker se mi je fajn zdelo. In ja, se mi je po mojem skozi to glasbeno izobraževanje privzgojila ljubezen do glasbe. Res je tudi, da sem imela zelo dobre mentorje. Tudi družba je bila super na orkestrih in v raznih komornih skupinah, tako da sem se potem odločila, da po osnovni glasbeni šoli, ki traja 6 let, da se vpišem še na solfeggio, ki pa traja še 2 leti. No. Danes pa to moje znanje nekako negujem, tako da hodim vsako soboto oziroma se trudim hoditi vsako soboto na vaje orkestra. Če sem si prav zapomnila, brat Martin igra klavir. Je tako, ja. Se kdaj zgodi, da kaj skupaj zaigrata? Sva, v najini celotni zgodovini smo mogoče 2-krat zaigrala kaj skupaj, ampak sva zaigrala, ja. Čeprav on je sicer ni tako zelo glasbeno aktiven, so mu prioritete druge stvari, no, ampak če ga jaz nekako prisilim v to, da zvadiva skupaj, potem ga nekako prisilim in je na koncu kar dober rezultat, no.
Pa igraš tudi ob kakšnih drugih priložnostih? Ja, se zelo rada odzovem kakšnemu povabilu. Zdaj ponavadi vzamem s sabo še kakšnega kolega, ki igra kitaro, da me spremlja. Se je že večkrat zgodilo, da sem igrala Ave Marijo v cerkvi med obhajilom, da so lahko šli pevci skoraj lepo v miru po hostijo. Igrala sem na raznoraznih prireditvah, od dneva tehnike do otvoritev fasad, tudi na porokah. Tako da ja, se res zelo rada odzovem na kakršnekoli povabilu in tudi ne računam, ker to delam za lastno veselje. No, ravno sem te hotela vprašati, kako se počutiš, ko nastopaš? Med nastopom se počutim super, pred nastopom je pa ogromnokrat prisotna trema, ne glede na to, če igram solistično ali če sem v orkestru, ampak se mi zdi, da potem, ko pridem na oder in se nekako stemperiram, da potem stvari grejo, je pa potem tudi na koncu zelo dober občutek, no, ko ti ljudje zaploskajo. Zdaj v orkestru smo večkrat deležni tudi stoječih ovacij, tudi to je en tak res poseben in dober občutek, ja. Pravijo pa tudi, da malo pozitivne treme pred začetkom mora biti. Tako, tako. Imaš tudi iz nastopa mogoče kakšno zanimivo posrečeno anekdoto? Da bi bila res neka ekstremna anekdota, tega ne, je pa bilo večkrat zanimivo, ko je prišlo do ozvočenja. Enkrat se spomnim, da smo igrali v enem triu Gardelin od Severine in so imeli blazen problem z mojim ozvočenjem. Najprej niso vedeli, kako bi mikrofon namestili, potem na mešalni mizi niso našli gumba za ta mikrofon. In glih, ko se je začel refren in sem jaz res dala svojo dušo in vso moč na to mojo ubogo violino, so našli gumb, ga navili do konca in je res, res grozno zapiskalo, tako da smo res prestrašili vse druge, ki so bili takrat na generalki. Sicer zdaj, ko gledam za nazaj, mi je to smešno, ampak takrat sem pa res kar osramočena. Ja, ampak tudi to je del Ja, tega. je del tega, ja. Zdaj, da se osredotočiva še malo na Društvo podeželske mladine. Pred nekaj leti si ga ponovno spodbudila. Ja, to je bilo ravno med korono, ko kar naenkrat nismo imeli toliko dela s šolo, pa ni bilo teh prostočasnih aktivnosti, mi je nekaj manjkalo, ne. In ker mi je oče pripovedoval zgodbe iz svojih let pri podeželski mladini, me je to nekako spodbudilo, no, in vzbudilo željo potem, da bi bila tudi jaz del nečesa takšnega. Kot sem že prej rekla, ne delam po neki liniji najmanjšega odpora in se nisem enostavno včlanila v DPM Brežice, zato ker je že v Krškem nekoč obstajalo društvo, tako da sem kontaktirala nekdanjo predsednico, se z njo vse zmenila, hvala bogu ni društva zapirala, tako da smo stvari samo prepisali in potem smo z ekipo začeli pisati zgodbo našega društva v drugo. Kako pomembno pa je zate to društvo? Jaz bi rekla, da je to eden izmed mojih večjih osebnih zmag, da sem nekako spodbudila to krško podeželsko mladino, da se je začela združevati in res namenim dobršen del svojega prostega časa temu. Se mi pa zdi, da je to tudi eno tako luštno okolje, kjer te vsi razumejo, vejo, kako je, ko imaš doma opravila, razumejo, ko pride do kakšnih problemov, ti znajo svetovati, podeliš malo izkušnje, greš na kakšno veselico skupaj in je res taka zdrava družba, no, bi rekla. Ohranjate tradicijo in kljub temu se imate tudi dobro, se podružite, poveselite. Tako, združimo prijetno s koristnim, no. Omenila si, da je bil tudi oče predsednik društva? Oče je bil v bistvu član društva, potem so ga izvolili za regijskega predstavnika na zvezi in svojo podeželsko pot je v bistvu nehal kot predsednik Zveze slovenske podeželske mladine. Veliko ga omenjaš. Kakšen odnos imata? Jaz bi rekla, da imava en tak tipičen oče-hči odnos. Sva si zelo podobna, tako karakterno kot nekateri pravijo, da tudi vizualno, in res dobro sodelujeva. Moram pa reči, da se v bistvu vsi v družini zelo dobro ujamemo. Smo en drugemu največji podporniki in si res stojimo ob strani, no. Bi rekla, da je tvoj vzornik? Absolutno, absolutno. Saj starši so naši prvi vzorniki in ti tudi potem nekako ostanejo skozi življenje, ne, eni izmed pomembnejših. Tako. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost?
če rečeva še malo o tem, te mogoče mika, da bi po končanem študiju ostala tesno povezana s kmetijstvom ali bi se bolj osredotočila na farmacijo? Absolutno si želim delati nekje v farmacevtskem svetu, namreč tudi naša kmetija ni tako zasnovana, da bi nekomu nudila delovno mesto. Starša hodita v službo in se da to nekako skompenzirati, se uskladiti in pač poleg službe še kmetovati. Tako da v primeru, da bi ostala doma in kmetovala, bi absolutno hodila še v službo. Zdaj pa težko rečem, no. Življenje je nepredvidljivo, veliko stvari se lahko zgodi, ampak ja, to sta nekako moji smernici, no, za naprej. Preden končava, imam zate še 5 kratkih, hitrih vprašanj. Ti pa hitro odgovori, kar ti najprej pride na pamet. Kje se počutiš bolj domače, na traktorju ali z violino v roki? Na traktorju. Če bi morala izbrati eno, sadjarstvo ali živinoreja? Sadjarstvo. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Je vsak dan drugačen in ti nikoli ne more biti dolgčas. Kaj te najbolj sprosti po napornem dnevu? Kakšna dobra serija ali pa knjiga, čeprav če je dan res dolg in naporen, sem najbolj vesela, da grem zgodaj v posteljo. Čez 10 let bom? Bom najverjetneje magistra farmacije, v primeru, da prevzamem kmetijo, bom doma kmetovala, v primeru, da jo prevzame moj brat, ga bom pa spodbujala in podpirala, absolutno bom pa širila dober glas o slovenskem podeželju in kmetijstvu. Hvala, Tjaša, za tako zanimiv pogovor in vpogled v tvoje življenje. Želim ti veliko uspeha pri študiju, kmetovanju in vseh ostalih dejavnostih. Najlepša hvala. Dragi poslušalci, upam, da ste uživali v tej epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Ne pozabite nas spremljati tudi v prihodnjih epizodah, kjer bomo spoznali še več mladih kmetov, ki svojo strastjo, delavnostjo in predanostjo ohranjajo življenje na kmetiji živo.